Take the beat to the street. Take the beat to the street. Živijo. V pomladno razigrani maj vstopamo optimistično, z vedno smejanim raperjem Zlatkom. Za drznejše tone bodo poskrbeli tatu umetniki, ki nam bodo predstavili vse možne in tiste malo manj verjetne poslikave telesa. Spregovorili bomo tudi o punku, ki to v resnici ni. Ne spreglejte pa še tretje izmene. Verjemite, nasmejali vas bodo do solz. Pa začnimo. Na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo, je ob svojem nastopu na novomeškem glavnem trgu opozoril tudi raper Zlatko. Večni optimist iz ljubljanskih Fužin je bil osrednji gost prireditve Dan zemlje, ki so jo pripravili novomeška komunala, občina in podjetje Cerod. Zlatko kot varuh slovenskih voda in ambasador družbeno odgovornega projekta Moja reka želi še posebej opomniti na pomembnost ohranjanja čistih voda. Tako o tej tematiki že tretje leto zapored ozavešča najmlajše. Ekologija je tudi sicer del njegovih pesmi. Ja, zaradi tega, ker sem bil kot mulc bolj indijanc, kakor kavbojc, kakor sem že prej povedal. Recimo indijanci so mi bili zmeri bolj všeč, kakor sami recimo mi belci, zaradi tega, ker so živeli v stiku z naravo, v stiku z zemljo. Če pa danes damo recimo roko na srce, pa lahko samo pač povem, da vse, kar znamo danes narediti, je to dosti škode. Zlatka pa ne zanimajo zgolj okoljske teme, ampak tudi problematika zatiranih v svetu. Eno izmed pesmi je tako posvetil izraelski agresiji, medtem ko so z njim povezani tudi otroci v Gazi. To je zgodba malo širša. To so otroci s pomočjo našega predsednika prišli v Sočo, v Ljubljano na rehabilitacijo. Moja sestra je bila tam v bistvu dobrovoljka od jutra do mraka, nima veze. Jaz sem letel tja, sem se malo družil, igral, otroci so me spoznali, vedeli so, kaj delam, pokazali so jim moja dela. Na kar je dal gospod Džabar, ki ima tudi zavod Nur, izhodišče, da če bi oni delili svojo zgodbo z mano, bi jaz naredil komad, jaz sem naredil najmanjši problem, to je bil kakor semafor, jaz sem bil na rdeči, prišla je rumena, čakal sem zeleno luč, šli smo v akcijo, nastal je zelo močen komad. Pred časom je dejal, da je rap scena pri nas slaba. Še zmeraj je krš. V določenih procentih je recimo 30% ljudi, ki štekajo in razumejo samo besedo hip-hopa. In ko vzamejo besedo hip-hop v usta oziroma rap, vzamejo nekaj, kar je ogromnega, kar je zelo velikega. In potem pridejo določeni ljudje, ki niso niti odraščali brez telefonov, brez interneta in začnejo razlagati o življenju pri svojih 18-20 in začnejo razlagati o enih teh, kopirajo te ameriške izvajalce, nekaj ena postavitev 20 razbildanih modelov, 22 speedbullov, sposojena avta, lepe bejbe noter, neki kao, gremo poniževati ženske. To ni hip-hop. Njegov spremljevalni bend se imenuje Optimisti in tudi sam je optimistično naravnan. In enostavno vse, kar lahko delam, opozarjam ljudi, kateri niso zadovoljni z družbo v tem cajtu, da spet ni toliko slabo. Jaz bom dal kritiko nekomu, če dobi plače 4000 evrov, pa ne naredi nič. Jaz bom dal tem ljudem kritiko, ker si jo zaslužijo. Ne bom pa kritiziral o temu, koliko je vse težko, koliko je tukaj tema. Ne, ni tema. Lahko pomagam nekomu rezati drva, lahko dobim nekaj za strest, lahko dobim... Vse se da narediti, samo če si pripravljen delati za minimalca. Njegovo občinstvo se lahko hitro poistoveti z njegovimi besedili, ki prinašajo globlja sporočila. Vsekakor tisti, ki spremljajo moja dejanja, recimo od prve plošče, verjetno razumejo, čutijo in me spremljajo že od samega začetka. Lahko kdo pride na koncert in me do zdaj sploh še ni poznal in se lahko recimo naleze, ker vsaj jaz, kakor vidim svoja besedila, mislim, res moraš biti zabit, da bi rekel, da je to kar nekaj. Če rečete, da je moja muzika slaba, potem je slabo stanje v državi, ker jaz sem stanje v državi in v svojih besedilih, poudarja Zlatko. Pa je kdaj želel kaj vključiti v svoje besedilo, a si ni upal? Nič ni na tem svetu, kar se jaz ne bi upal. Jaz se zavedam samo pač eno stvar. Jaz vem, kam grem po smrti, vprašanje pa vseh teh, ki so pokradali od Hilde, Zidarja, od vseh teh modelov. Jaz sem stil Matije Gubca.
Ivana Krambergerja, Rudolfa Maistra. Jaz se ne bojim nobenega, jaz sem pripravljen umreti za svoje avtorska dejanja. Oni za svoje hiške, ki so pa pokradali in ne izplačali ljudi, po moje se bojo pa kar opekali. V Novem mestu pred osnovnošolci je nastopil v družbi enega spremljevalnega vokala, sicer so v ekipi trije. Enkrat sem ga zvečer našla zunaj, sem rekla, Zlatko, jaz bi pa s tabo pela. Rekel, ni problem, pa njemu nikoli ni noben problem. No. Tako da, potem smo se dobili na vaji in mislim, da je to že 2 leti od tega. Kako se ujamete, kakšen je Zlatko kot oseba in kot pevec? Zlatko zelo energičen, zelo nepredvidljiv, ampak meni je užitek delati z njim. No. Res, nove ideje, non-stop, mislim, odlično. In kaj mlade pritegne v njegovi glasbi? Zelo na trdnih tleh stoji, ve, kaj se dogaja, pač rad pomaga drugim, rad bi dopovedal pač mladim, kaj je prav in pač kaj se vse dogaja pri nas v Sloveniji. Poznaš Zlatkovo glasbo? Ja, poznam iz Big Brotherja. In ti je všeč? Ja, kar. Pa poslušaš recimo tudi njegova besedila? Poslušam, trenutno jih pa slabo slišim. O čem pa drugače govorijo njegova besedila? Predvsem o življenju, o njegovem delu. Ja, poznam. Odkot jo poznaš? Poslušaš, si bila že kdaj na koncertu? Na koncertu ne, poslušam pa njegovo glasbo. Zakaj ti pa všeč? Ne vem, nasploh rap mi je všeč, tako da poslušam. Imajo njegove pesmi tudi kakšno sporočilo, recimo globje? Ja, recimo kakšno v življenju, ko je tako, ima res, tako da ja. Vidim, da zelo uživate tlele v nastopu Zlatka, ne? Ti je všeč? Ja, zelo. Ga že poslušaš recimo od nekdaj, odkar pač poje? Ne, niti ne. Si prvič tako na koncertu? Ja. In zakaj ti je recimo Zlatko všeč? Kot oseba ali glasba, rap poslušaš že sicer? Ja, glasbo, pač njegova glasba mi je zelo všeč. Pa poslušaš tudi mogoče kdaj njegova besedila? Ja, včasih. Zlatko nam je povedal tudi podrobnosti o akciji Rimaj z Zlatkom. Ta akcija je bila v bistvu za moj nov singel za ploščo Plečnikova roža. Komad se bo imenoval Več od lajfa. Tukaj sem jaz recimo začel pisati komad. Potem so ga lahko moji poslušalci oziroma kdorkoli je želel, ga je lahko nadgradil in so dajali v bistvu zmeraj enih 200-300 izhodišč novih, tako da je bilo zelo zabavno, zelo zanimivo. Zdaj čakamo se zadnjega, gremo posneti ta komad in je komad bo v bistvu izpadel res bomba, ker bo povezan z različnimi pogledi, z različnimi razmišljanji, ampak na podoben način, se pravi, težko je šel kdo pisati komad, če mene ne čuti. Tako da jaz mislim, da bo bomba in lahko ga boste slišali po mojem zelo v kratkem, ker bo odmneval po celi Sloveniji in širše po svetu, sem 100%. Nova plošča Plečnikova roža je korak naprej od tega, kar je delal v preteklosti, pravi Zlatko, saj se razvija. Izdal sem do zdaj 6 variant albumov, od tega 2 DVD-ja in zdaj le prihaja 7. Kot zanimivost. Na dan, ko je Jože Plečnik umrl, sem se jaz rodil. Plečnikova roža, 7. januar, ful močna zadeva. Po moje bojo oni kemiki začeli študirati moje plate. Poklične matematike, da probajo zračunati ta moja besedila. Nekaj se dogaja ogromnega. Zlatko je v svoji karieri sodeloval že z mnogimi ustvarjalci, bolj ali manj uveljavljenimi. Je pa tudi res, da zdajle v bodoče, pač pazim malo na ta sodelovanja, ker dostikrat sem sodeloval, kar se tiče artistov, MC-jev, raperjev. Koliko je to žalostno. Daš nekomu možnost, prepelješ ga v svet in potem on nekaj misli zdaj, nekaj zdaj začel, izdal nekaj svojo plato in pa so kar hudi. To je to. Dosegel sem svoj cilj v življenju, jaz sem, ojoj, koliko se motijo. To je žalostno, ampak delamo naprej, ni panike. Kabaret Tretja izmena, Treča smena je sestavljen iz 4 zanimivih ljudi. Gre za stand-up show z elementi glasbe, poezije, ki jo povezuje specifičen smisel za humor. Krstni nastopi so pogosto prepleteni z občutkom prijetne nervoze. Ja, pa počasi se polni, tako da upam, da čez 10 minut, meni se zdi, da bo takrat začelo, da bo že vse polno.
ideja za to vrstno udejstvovanje ni bila hipna. Jaz to imam v mislih že 10-15 let. To je en kabaret v bistvu, ampak ni takšen kabaret, kako ga vsi poznajo, ne vem, plesalke, glasba, petje. Ja, imamo glasbo, imamo petje, žal nimamo plesalk, ampak upam, da bomo izpolnili vsa pričakovanja in brez plesalk imamo tudi stand-up show. Zaenkrat bo cel kabaret v srbščini, zato ker je to v bistvu večer to so kulturne večeri etničnih skupin, tako da bomo zaenkrat to v srbščini, pa potem bomo, če publiki bo všeč, bomo preveli za široke množice. Kabaret se sicer ukvarja z vsemi aktualnimi temami in poskuša prikazati, kako bi se lažje preživelo trenutno gospodarsko stanje. Teme imamo ljubezen seveda, seks, politika, brez nje nikakor, tudi imamo malo Amerike, tako da v bistvu vse nasplošno. Glede na to, da so ustvarjalci dobro seznanjeni tako slovenskim kot srbskim smislom za humor, nas je zanimalo tudi, kako lahko oba primerjamo. Lahko rečem, je podobno, ampak ni tako. Zakaj? Dol je Balkan. Tle je spet, v Srbiji vsi govori, čeprav je to Evropa, potem je in razlika med humorom, ampak vidim, da je zelo zanimivo vsem Slovencem poslušati ta srbski humor in da jim je všeč. Sicer le redko na odru vidimo kombinacijo stand-upa, poezije in glasbe. Je res težko. Zakaj? Zato, ker vsi imamo svoje službe, nekaj delamo, tako da je zelo malo časa za vaje, ampak samo z dobro voljo se vse naredi. Tako da upam, da smo na koncu prišli do enega cilja in da to bo dobro. Improvizacija je sicer praviloma tudi sestavni element vseh nastopov, ki tako ali drugače koketirajo z občinstvom. Odvisno od publike. Enostavno, če te navduši atmosfera, če je navdušje dobro, potem pa imamo in improvizacije, imamo en scenarij, po kom gremo, po kom nekaj. Seveda moramo en načrt imeti, ampak vedno je odprta možnost improvizacij in meni se zdi, da je to mogoče najboljše. Recept za dober stand-up nastop je sicer težko podati. Dober recept, v bistvu mora se enostavno, da se spremlja javno življenje, vse aktualne teme in to je vedno interesantno, to je vedno zanimivo. V Krškem je nedavno potekalo zborovanje mojstrov tetoviranja, prvič na slovenskih tleh z mednarodno udeležbo. 3-dnevno srečanje je soustvarilo 26 mojstrov poslikave teles, od tega jih je bilo 11 iz Italije, Hrvaške, Srbije, Mađarske, Bolgarije in Singapurja. Znamo me organizatori, oni so me zvali i rekli so da to pravimo konvenciju u Sloveniju za prvi put i rekao sam hoću da vidim, ja volim to da idem po konvenciji levo, desno, po Evropu volim. Non-stop hodimo, svaka godina. Deležil sem se pa, da pokažem v bistvu z mojimi sotrpini, kaj znamo, kaj obvladamo in da predstavimo tetovažo takšno, kot je. Tetovaža je art. In niso samo neki likci, ampak se zna spremeniti v marsikaj drugega. Med tatu mojstri je bilo zaslediti tudi tatu mojstrice. Pa dobro, ja ne delim to tako na muški i ženski tatu umetnike, postoje dobri i loši tatu umetnici. Ja se samo trudim da dam najviše od sebe. Odlučila sam se zato što lepo crtam i to je bilo prirodno da ja nastavim. Koža je u stvari samo jedan vid platna na kome može da se izrazi sebe, možete da izrazite na taj način. Tudi pri tisti, ki so se v času 3-dnevnega zborovanja odločili za nov telesni okras, ni bilo zaznati razlik med spoloma. Domačinka Špela je izkoristila bližino zborovanja in se odločila, da bo trajno obarvala še en del svojega telesa.
Prvega sem imela pri 18 letih, tale bo moj drugi, je tudi nagrada za diplomo, tako da sem se posvetovala z človekom, ki to dela, mi je bil zelo prijazen, mi je predstavil vse opcije, tudi sliko nogo dal gor prek Photoshopa na nogo, da se vidi, kako izgleda, pa mi je narisal z svinčnikom. Torej, kaj vam v bistvu pomeni tetovaža? Ravno to ob zaključku diploma ali še kaj globlje? V bistvu meni je to kot ena nagrada, mislim tako za nekaj, kar dosežeš. Po drugi strani je pa to zelo lepa umetnost, tatu, pač, če ga daš na pravo mesto in če si človek za to, mi je pač olepšava telesa. Tako. To bo drugi. Menite, da bo tudi tretji ob kaki zopet življenjski prelomnici? Načrtovanih je še kar nekaj, ampak tako, počasi pa takrat, ko je pravi čas, tako da, ja, definitivno. Eden od ciljev organizatorjev je pri tovrstnih zborovanjih poleg predstavitve dela tatu mojstrov tudi pri pomoči k odstiranju tabujev glede tistih, ki se s tovrstnim delom ukvarjajo in tistih, ki njihove stvaritve nosijo. To je nek styling, kakor ima vsaka druga zvrst in druga oblika. Svoj styling je tudi tatu neki okras samega sebe, kateri seveda ne dela karakterja in ne dela človeka. Mislim, da je vredno, ko se malo to pokaže ljudem, pa predstave, pa tudi svoje delo, pa tako mislim. Ali je za vas tetoviranje v bistvu tudi umetnost? Ja, sigurno, kaj je, ja. Imaš svoj stil, ki se pač predstavljaš. Ne vem, so pač bolj ene izvirne, druge so bolj šablonske, pač klasika, ali ne vem, mislim, da se lahko izražaš tudi umetniško. To je umetnost, ja. To je umetnost, res, to je treba znati, To je to. Evo, glih trenutno delamo eno stvar, cover up, je prikrivanje ene stare tetovaže, a ne pač, kaj je prej narejena, nepravilno narejena, zdaj pa delamo cover up, popravljamo to staro tetovažo. To se pravi, je treba znati. Zakaj ste se odločili v bistvu za cover up oziroma spremeniti? V bistvu tetovaža je že 8 let stara in v bistvu je bilo že precej grozna, tako da je v bistvu rabila majčken, ker pač na vsake kvatre je pač treba tatuje majčken obnoviti, tako da čisto sam zaradi tega. Pa v bistvu pride še dodatek, tako da je premajhna. Ali ima tetovaža kakšen poseben pomen za vas? Ja, v bistvu namen, pač glede na to, da imam več tatujev, so take stvari, ki mi pač nekaj pomenijo, Pač ne vem, rada imam kače, zato imam kače, všeč so mi panterji, tako v bistvu, Maja. Rekli ste, da imate več tatujev, to pomeni, enkrat, ko se začne, se ne odneha. To je tako kot droga, enkrat, ko se začne, se ne neha, res je. To ti je način života, tetoviranje. Jaz sem cel život smo radili, imam i stari tetovaži, i novi, i ljubovi, i ne toliko. Uvek vozim motori i tetovirovke, raka za raka se ide zajedno. To mi je način na život. Svaka tetovaža nešto znači za mene. Ono sam si pravio po mene i sin moj, i klubni. Robert, tatu mojster iz Kočevja, pravi, da je za zadovoljstvo stranke ključnega pomena znati prisluhniti in uresničiti njeno zamisel. Nikoli ni svoje. Svoje je lahko, da daš samo stil risenja, ki ga imaš v sebi, drugače je pa vedno stranka tista zadnja stvar. Mislim, zadnja je stranka, ki pove, kaj hoče, kaj si želi. Tako je bilo tudi v njenem primeru. V bistvu sem pa jaz tudi izbiral, naprimer, delava indijanko zdaj, In zdaj lik ženske sem jaz izbral in sem ji predstavil, če je zadovoljna, bila je zadovoljna in zdaj bomo tukaj pač dopolnili, da bo to indijanka ratala. Ja. Zakaj ste se odločili za takšno? Všeč mi je to. Vidim, da imate že odprej nekaj tetovaž. Torej, enkrat, ko se človek tetovira, se pride še po kakšno, ne? Ja, nekako rata odvisen. Vi ste se odločili za tetovažo noge, pa kakšna risba, kaj vam pomeni in zakaj ravno na nogi? V bistvu je ta motiv smo dodelali z Igorjem skupaj, tako da to je predogovorjen motiv, kompleten. Je pa sestavljen iz večjih delov, malo več segmentov, malo novi stil je, trash stil, tako da bomo probali, pa bomo videli, kaj bo na koncu ratalo.
In na koncu je Borisu in Igorju uspelo to, da je bila njuna poslikava razglašena za najboljšo. Sicer je bilo skozi 3-dnevno dogajanje poskrbljeno za pester spremljevalni program, od glasbe v živo do tekmovanja za najboljši tatu. V šotoru so na ogled postavili tudi ameriške avtomobile in predelane Harley Davidson motorje. Videti oziroma kupiti pa je bilo možno tudi nakit in izdelke iz usnja. Poleg mojstrov tetoviranja se je srečanja udeležil še mojster, ki slika na telo z zračnim čopičem. Razlika med tem pa med tatujem je, da v bistvu s tem lahko delate na katerokoli podlago želite. V glavnem je body painting samo ena veja teh poslikav. Airbrush je v bistvu bolj znan po tem, da v bistvu poslikujete avtomobile, motorje, čelade, takole kot gleda tiste stvari tam. In to je to. V glavnem zadeva se je na oko zelo podobna kot pištola za tetoviranje. Edina razlika je v tem, da tukaj noter damo barvo in s pomočjo zraka zadevo špricamo na podlago. To je to. Kdaj recimo pride v poštev, da se na kožo takšna poslikava naredi, recimo v kakšnih prireditvah? Poslikava na kožo, to je za promocijske šove, v glavnem pride v poštev na raznih motozborih, pa določena podjetja, ki razstavljajo na določenih sejmiščih zaradi atrakcije, v glavnem, zaradi drugega. Koliko časa traja ta airbrush na koži? Na koži, dokler ga ne sperete. Mislim, da je to stvar, ki je par ur gor, potem se pa zadeva spere dol. Kakšna barva je pravzaprav to? To so dermatološko testirane barve, ki se uporabljajo ekstra za airbrush. Nabavljajo se v glavnem v tujini, jih imate pa tudi nekaj pri nas. Sicer so bili organizatorji ob zaključku srečanja nemalo presenečeni nad odzivom tako tatu mojstrov kot občinstva, saj se je 3-dnevnega dogajanja udeležilo več kot 2000 obiskovalcev. Naslednje tovrstno srečanje bo potekalo jeseni v Ljubljani. Jaz sem Igor, sviram bas. Jaz sem Roberto, sviram bumljeve. Jaz sem Toni, sviram klaviature. Ovo je ekskluzivno za Katju in brez panike. Punk Data je instrumentalni trio, ki igra glasbo, ki nastaja sproti ob sproščanju kemije med dejtovci. Skupaj pa sicer sodelujejo od leta 2007. Skupili su se 2007. godine, stvorila se kemija između nas trojici i tako smo počeli svirati. Prva pjesma je bila dovoljna da prvi takt da nas pokrene. Trudimo se na tome da budemo spontani, da ne upadamo neke kalupe. Znači jednostavno da ne dozvolimo da nam drugi utjecaj, znači okoline i svega ostalog pokvare ono što mi radimo. To je ono što jedino što volimo, znači svirat i biti zajedno. Svoje glasbe sicer niti sami ne znajo točno definirati, je pa mešanica različnih žanrov, vse od funka, roka, džeza, hip-hopa, post-roka in ostalega. Kljub spontanosti, ki še vedno prevladuje v njihovi glasbi, pa so se pri posameznih pesmih začeli nekoliko omejevati. Pa mi smo biti počeli kao na način da smo improvizirali cijele koncerte, ali onda smo nekako dobili neke ideje koje smo snimili i onda smo odlučili to konkretizirati, da imamo bar neku temu, da ne krećemo iz ničega. I da smo s tim materijalom išli u studio i snimili materijal, album i sad to sviramo, ali opet imamo i naravno slobode jer sjećamo se ugodnije i lakše kad nismo uokvireni, kad možemo svaki koncert drugačije osvirati, kad smo slobodni i tako. V njihovih skladbah pa skoraj nikoli ni zaslediti vokala, pravijo namreč, da je zanje glasba veliko bolj pomembna. Najbolja kemija se stvara kad smo nas troje. I to je to. Uglavnom počeo je Toni malo ubacivati nekakve vokale, ali mislim da će ostati na tome da to bude
tu i tamo nekakav vokal, uglavnom to je to što nas ispunjava. Mislim da nam i ne treba nekakav vokal koji bi opet onda bi bio nekako ispred muzika, ovako je muzika ta koja je. Tu je muzika na prvom mjestu. Did Violento Nation je naslov njihovega prvega albuma, ki pa ga je trenutno možno kupiti zgolj na njihovih koncertih. Na njemu je 10 pjesama pod navodnicima i snimili smo ih u 2 sessiona u studiju. To smo počeli prije ljeta i tamo smo negdje do Nove godine sve završili i eto, napokon je tu, čekali smo ga dugo. To su bila 2 nekakva spontana sessiona gdje smo snimili nekakve ideje koje smo imali od prije i to je to. Znači nije bilo nikakvih gostovanja, razmišljali smo o nekim gostovanjima, ali u biti mislim da je ovako dovoljni smo si nastroj. Kljub temu, da je album Did Violento Nation pravzaprav še zelo svež, že imajo na načrtu novo ustvarjanje in snemanje. Kao što smo rekli, prvi album je nastajao nakon dugo godina napornih radova i svega, dugih bitaka sa svim ostalim stvarima, ali radimo na nekom novom materijalu, no taj materijal je kao i prvi album se stvara nekom događaju, znači opet je to neko našoj kemiji i kad se stvori ta kemija, stvaraju se neke nove stvari koje ćemo snimati, samo opet naravno, valjda nećemo to opet čekati 5 godina na drugom albumu, ali radimo na tome da snimamo drugi album. In s tem tudi končujemo. Čez 14 dni ne spregledajte reportaže iz Pungarta. Od smeha boste počeli zaradi neustavljivih plinovcev, odpravili pa se bomo še na potovanje po Kitajski. Do takrat pa brez panike.